Pred nami je praznični konec tedna, ko bomo praznovali enega izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, Veliko noč. Naj vam prinese veliko lepega. Nocoj pa v novicah poudarjamo naslednje teme. Občina Litija kupila družbo SVC, ki je prej delovala kot samostojno občinsko podjetje. V občini Zagorje tik pred začetkom gradnje ultrahitrega širokopasovnega omrežja. Prostor pred rudnikom Sitarjevec v Litiji bogatejši za 2 sodobna objekta. Zaključen pa je tudi projekt Interreg. Zasavska regija na 2. mestu po številu cepljenih v Sloveniji. Pred nekaj meseci je občina Litija izvedla nakup družbe socialno-varstvenega centra ali krajše SVC-ja. SVC je do takrat deloval kot samostojno podjetje, ki je bilo v lasti občine. Seveda je bila odločitev za nakup nekoliko nejasna in marsikateri občan se je spraševal, zakaj je to potrebno. Z željo, da nekoliko pojasnimo celotno zadevo, objavljamo izjavo direktorja občinske uprave Ivana Matijeviča. Načeloma, da začnem od zadaj, se pravi za uporabnike se veliko ne spreminja, zato mnogi tudi tega niso opazili. Se pravi, občina je konec leta prevzela lastništvo nad objektom, se pravi, da je odkupila, objekt, ki je bil v lasti družbe SVC Litija d.o.o. in ga je pač prenesla pod lastništvo dejansko občine Litija. S tem je pač poplačala tiste obstoječe kreditne obveznosti družbe. Za to operacijo je pa najela bistveno bolj ugoden kredit, tudi z daljšo ročnostjo, tako da smo s tem poslom, veliko prišparali, ker smo znižali, odhodke, ki jih je družba prej plačevala za visoke obresti. Tako da s tem, zaključujemo to zgodbo ali pa to sago, o tem objektu, kar se tiče lastništva. Objekt je pa že dalj časa popolno, obratuje in je tudi dejansko poln z vsemi uporabniki, tako da za njih se načeloma ne bo nič spremenilo, razen tega, da bo pač račun za najemnino zdaj prišel strani občine, prej pa to delala družba. SVC je sedaj samo kot upravnik in pa vzdrževalec te stavbe in pač on v imenu občine pač zaračunava določene storitve, deli stroške in to bo počel načeloma še do neke realizacije določenih, takih povezanih poslov, ki so bili s to operacijo povezani oziroma do ukinitve same družbe. Zdaj za sam SVC mislim, da je boljše, kot je bilo, sploh pa ob tem dejstvu, da se je ta objekt prodal. Res pa je, da je ta prodaja povzročila, premik kapitala iz družbe na občino, tako da družba bo sedaj ostala, prazna družba, brez omembe vrednega premoženja, razen tistih, opreme in pa orodja, ki ga zdaj, uporabljajo pri svojem delu. Tako da je s tem, tudi morebitna nevarnost za kakršnekoli poslabšanje poslovanja te družbe zdaj odveč, ker je pač občina, prevzela lastništvo, prevzela tudi kreditne obveznosti, ki so sedaj bistveno nižji izdatki. Obrestna mera se je spremenila iz 3,2%, kot je plačevala družba, na 0,7%, kot to zdaj plačuje občina, ročnost kredita na 20 let. Hkrati pa smo tudi z bankami, upnicami dosegli odpis terjatve v višini skoraj 600 tisoč evrov, tako da na dolgi rok v 20 letih bojo prihranki cirka 2 milijona pa več. V sklopu projekta bo podjetje Rune Enija d.o.o. v naslednjih 3 letih na podeželskih območjih Slovenije gradilo ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo. Tako se bodo prihodnji mesec lotili gradnje primarne trase optičnega omrežja tudi v občini Zagorje. V praksi to pomeni, da bodo skopali jarke in položili mikrocevi, v katere bodo pozneje vpihnjeni optični kabli. Izvedba priključkov pa bo potekala po obstoječi infrastrukturi. Če je zračna po zraku, če je zemeljska pa po zemlji. Najprej se bodo dela začela na relaciji Izlake-Kandrše, v roku nekaj mesecev pa še v drugih delih občine. Ja, res je, da pred leti se je občina odločila, da pristopi k projektu Rune.
tako da na terenu se že pripravljajo trase, ogledi s predsedniki krajevne skupnosti za lokalno skupnostjo, tako da se pričenja gradnja centralne postaje za celotno Zagorje in del občine Trbovlje, tako da naj bi v roku 7 mesecev bilo zgrajenih okrog 70 km novega optičnega kabla, ki naj bi, to se pravi, omogočila večjemu delu občank in občanom internetno najmodernejšo svetovno povezavo. Sama investicija znaša okrog 5 milijonov evrov, kot sem omenil 70 km, to je velik poseg, ampak sem vesel in ponosen, da ta projekt bo zaživel. Vsi so že dobili pristopno izjavo, da pristopajo k temu projektu, kajti Rune bo do meje, do lastnika pripeljal optiko, potem bo odločitev posameznice oziroma posameznike, ali se bo priključila. Sam prispevek znaša 150 evrov. Tukaj bi predvsem opozoril, da naj počakajo, kajti mnogi operaterji, kajti vsak bo sam izbiral operaterje, nekaterega se bo priključil, da nekateri celo znajo ponujati, da jim bodo plačali, koliko bo sklenili in povezavo, tudi to priključitev, tako da je to velik dogodek, predvsem za tista območja, ki nimajo internetne povezave. Pomembno pa je, da obstajajo še določene vise v občini Zagorje ob Savi kljub temu projektu Rune, da je Ministrstvo za javno upravo razpisalo tudi dodatna sredstva, tako če bo šlo vse v pravo smer, pomeni, da bomo lahko, zagotovo se lahko rečem, preko 90% naših ljudem omogočili neomejeno internet povezavo, kar se predvsem pokazuje kot velik problem v času izobraževanja na daljavo, kot tudi sama komunikacija z delovnim mestom, kot ga nekateri upravljajo kot delo na domu. Do včeraj je bilo s prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih že 253 930 Slovencev, z drugim pa 113 995, kar je 5,4% celotnega slovenskega prebivalstva. Zanimivo je, da je naša zasavska statistična regija z 12,24% precepljenostjo druga najbolj precepljena regija, takoj za Koroško. V Sloveniji so trenutno dostopna 3 cepiva proti COVID-19. Cepivo podjetja Johnson bo predvidoma dostopno v drugi polovici aprila. Verjetno bi bili vsi ti odstotki precepljenosti višje, število obolelih pa nižje, če bi bila cepiva lažje in v večjih količinah dobavljiva. Kaj o tem meni evropska poslanka Romana Tomc pa v izjavi. Kar je pa najbolj, po moje, nesprejemljivo pa je, da se ta cepiva oziroma substance ali karkoli izdelujejo na tleh Evropske unije, ki ima zaenkrat še dovoljen izvoz, potem ta podjetja izvozijo cepivo izven Evropske unije, nazaj v Evropsko unijo ga pa mi ne moremo dobiti, ker imajo vsi ostali prepoved izvažanja. To se pravi, mi zagotavljamo cepivo, ki smo ga sami financirali drugim, drugi pa pravijo ne, Evropski uniji pa nič, oziroma zadržijo vse cepivo zase. No, tukaj zdaj obstajajo pač zelo, bom rekla, zelo veliko slabe volje je na evropskem nivoju zaradi tega in zahteve do Evropske komisije, jaz jo podpiram, so, da naredi vse, da tista zdravila, ki pripadajo Evropski uniji, ostanejo za evropske državljane in državljanke. In da moramo tukaj najprej poskrbeti za sebe in seveda potem biti še solidarni z drugimi, če tukaj ostane kaj prostora. Projekt obnove rudnika Sitarjevec, ki bo služil za turistične in študijske namene, se nadaljuje. Tako je bil pred kratkim zaključen projekt Interreg, v katerem je Litija sodelovala s hrvaškim mestom Labin. Z evropskimi sredstvi je bil urejen spodnji rov v dolžini 300 metrov in čaka na prve obiskovalce. Na prostoru pred rudnikom pa je občina izvedla še en projekt, postavitev 2 objektov, ki bosta služila kot vstopna točka.
Trenutno se zaključuje del investicije, ki teče po Interregovem programu. To je čezmejni Interregov program Slovenija-Hrvaška. Projekt se imenuje Main-Tour. V okviru tega programa so se izvajala dela predvsem v notranjosti. Urejal se je spodnji del rudnika, to je 300 metrov glavnega rova. V zgornjem delu, ki je bil že odprt pred 3 leti za turizem, pa so se urejale predvsem zbirke in informativne table. Prav tako pa se je uredil tudi vstopni portal. Vrednost te investicije je bila 330 tisoč evrov, s tem, da smo strani programa dobili 85% sofinanciranja, ostali del pa so lastna sredstva. Smo pa seveda v tem programu skupaj z 6 partnerji, pol jih je iz Slovenije, pol pa iz Hrvaške, vodilni partner pa je občina Labin. Kar se pa tiče, bi rekel, investicije v lastni občinski režiji, pa lahko povem, da je tudi v zaključni fazi vstopni objekt, ki se nahaja tukaj za mano. To je objekt, ki je sestavljen nekako iz 2 kontejnerjev. V tem objektu bo recepcija, manjša trgovinica z spominki, v drugem delu pa so sanitarni blok je to z garderobami in WC-ji. Vrednost tega projekta je okoli 100 tisoč evrov. Seveda pa so to še neki dodatni stroški, ker urejamo tudi okolico, se pravi, urejena bo okolica, prestavljamo dosedanji začasni objekt, to brunnico, ki je bila pred vhodom, tako da se bo tudi sprostil pogled na rudnik. Zdaj sama otvoritev bi že mogla biti, že konec prejšnjega leta, vendar zaradi znanih razmer se ta otvoritev prestavlja. Sedaj pa se ta Interregov projekt zaključuje, tako da smo primorani narediti nekako virtualno otvoritev. Žal, ki bo konec tega meseca. Za pravo otvoritev pričakujemo nekako, če se bodo razmere le toliko uredile, za občinski praznik sredi junija. Rdeči križ Slovenije je organizacija, ki pomaga, da upravičenci materialne pomoči, družine in posamezniki, ki so zaradi različnih razlogov materialno prikrajšani, lažje živijo. Tako jim pomagajo s prehranskimi in s higienskimi izdelki, pa tudi z rabljenimi oblačili. Vemo, da je korona in z njo povezana kriza pri veliko posameznikih pustila močen ekonomski vtis, saj so mnogi ostali brez služb, virov dohodka. Na območnem Združenju Rdečega križa Trbovlje smo povprašali, kako se vse skupaj pozna pri njih. Seveda so na novo prišli ljudje, ki prej niso bili naši uporabniki, ampak ne morem reči, da je tega ogromno oziroma zelo veliko. So posamezniki, seveda, ki so na novo prišli, ampak množično ne. Jaz bi rekla še ne, ker mislim, da se bo tale korona v smislu, da bomo imeli več uporabnikov, šele začela poznati. Seveda, to se bo zgodilo verjetno z zamikom. Rdeči križ pa poleg materialne pomoči ljudem pomaga na več načinov. Najbolj znana so tako tečaj prve pomoči in krvodajalske akcije. Kako pa te potekajo med časom korone? V tistih najbolj kritičnih dneh oziroma mesecih smo seveda ne izvajali tečajev prve pomoči. Vmes, ko se je zadeva malo sprostila, smo jih izvajali, to govorimo o lanskem letu. V letošnjem letu smo se posluževali Zoom aplikacije in smo teorijo izvedli preko Zooma, praktični del v manjših skupinah, v živo. Zdajle, ko smo pri 3. valu, v tem lockdownu, pa ne bomo smeli izvajati tečajev, tako da do 12. aprila zagotovo ne. Potem bomo seveda videli, kakšna bodo navodila oziroma dovoljenja. Krvodajalske akcije pri nas v Trbovljah potekajo tako, da pravzaprav imamo akcijo vsak teden, kajti v Trbovljah imamo bolnišnico in svoje prostore ima tam tudi Zavod za transfuzijsko medicino oziroma ZTM.
in torej tedensko vabimo krvodajalce. Drugače, kot je bilo pred korono, je to, da v bistvu mi še vedno na tedenski bazi vabimo krvodajalce, pošiljamo SMS-e, vabimo na odvzem, seveda, potem pa morajo poklicati na transfuzijo, da dobijo termin. Se pravi, v tem povabilu, SMS povabilu, jim javimo tudi telefonsko številko, na katero morajo poklicati in se seveda najaviti, da dobijo termin dni združevanja. Slovenija je od včeraj v lockdownu. Za ta ukrep se je vlada odločila zaradi hitrega slabšanja epidemiološke slike, ki smo ji bili priča v zadnjih 2 tednih. Tako so ponovno zaprte številne dejavnosti. Prehajanje regijskih meja ni mogoče, svoja vrata pa so zaprle tudi vse kulturne ustanove. Tako je tudi v Litijski knjižnici, zato ne bo odveč naslednji nasvet. V tokratnem, se pravi marčevskem oziroma aprilskem lockdownu ni izjem za knjižnico. Odloki, ki veljajo, so nedvoumni, vse kulturne ustanove zapiramo vrata. Torej, tudi knjižnica Litija vsa svoja izposojevališča in enote zapira od 1. do 11. aprila, če seveda ne bo kaj drugače. Izjem pri izposoji in vračilu tokrat ni. Uporabnikom in članom, bralcem in bralkam pa svetujemo, da ukolikor si dovolj gradiva niso priskrbeli za prihodnja 2 tedna oziroma za dober teden in pol, pridejo na našo spletno stran oziroma svojih elektronskih naprav dostopajo do Biblosa, do audiobooka oziroma do press readerja in se tako na elektronski način priskrbijo edicije za branje oziroma za poslušanje. Vsa obvestila glede naših nadaljnjih aktivnosti bomo seveda posredovali preko naših medijev, preko spletnih strani in družbenih omrežij. V torek sta v naselju Zgornji Prhovec na Izlakah, občina Zagorje ob Savi, gorela grmičevje in gozd v obsegu okoli 600 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Izlake in PGD Zagorje mesto. Le pravočasnemu ukrepanju gasilcev se je treba zahvaliti, da se požar ni razširil na bližnji travnik in naprej proti naselju. Zato ni odveč še enkrat poudariti, da je kurjenje v naravi ob suhem vremenu izjemno nevarno in da v primeru, da se požar razširi in uide izpod nadzora, takoj pokličete gasilce oziroma center za obveščanje 112, ker pravočasno ukrepanje prepreči veliko večjo škodo, ki ob tem lahko nastane. Sedaj je pomlad, dela se vrstijo v gozdih, na njivih, zato apeliram na vse občane in občanke v občini Zagorje. Letos žal beležimo porast požarov v naravi zaradi nepazljivosti pri kurjenju v naravnem okolju. Je tudi že nekaj suše, ker letos ni bilo veliko padavin, zato previdnost pri kurjenju v naravnem okolju ni odveč in dejte vsi poskrbeti, da če se že je potrebno kuriti, da se to dela na varen način. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten praznični konec tedna.